kako pa vidite same študente nasploh? Je v njih vedoželjnost? To se dostikrat sprašujem, vi ste tudi veliko predavali. Se vpisujejo še vedno na fakultete zato, ker so vedoželjni, ker se želijo nekaj naučiti, ali samo zato, ker je tako pač družbeno sprejemljivo, da se po srednji šoli nekam vpišeš in ne rabiš ta papir, bomo rekli? Gotovo je večji odstotek tiste generacije, ki se vpisuje na univerzo, zato je jasno skoraj da je tudi delež tisti, ki se vpisujejo samo zaradi forme, večji kot je bil nekoč, ampak v osnovi tisti, ki se vpisujejo na univerzo zaradi te svoje vedoželjnosti, mislim, da je pred njimi ravno taka svetla prihodnost kot pred prejšnjimi generacijami. Tu ne more biti razlike. Tisti delež populacije, ki ga žene, ki ga poganja želja po znanju, je nekako vse konstantno. Pomorska fakulteta spada pod Univerzo v Ljubljani. Jasno, bila je tam že pred ustanovitvijo te univerze, ampak zdaj je kakšna možnost, da bi prišla pod to univerzo? Kaj je že to kontradikcijo in adjekto bi bilo to? Kako to, da Pomorska fakulteta ni na Primorski univerzi? Takrat, ko se je to dogajalo, po mojih informacijah je bilo zelo tesno, ko so se odločali in očitno so prevladali neki interesi bolj parcialne narave. Tam so verjetno bili tudi učitelji, ki izvorno niso tukaj. Menda, da so prevladali študentski glasovi. Zakaj je bilo temu tako, zakaj je bila to takšna odločitev, je zdaj škoda izgubiti časa, kar je bilo. Verjamem, da bo v nekem trenutku napočil čas, da se mogoče te razmerja malo spremenijo in da ta fakulteta postane del te univerze, ne vidim pa v doglednem času poti do tja. Kako se vi osebno počutite v funkciji rektorja? Imate mogoče manj prostega časa zaradi tega? Še uspete predavati na FAMPIT-u? Predavam, ne. Raziskovalno še delujem. Enkrat sem že omenil en intervju za vikend, ta četrtek zvečer, ko je nekako takšen dan, ko si vzame malo prosto. Zagotovo manj raziskujem, kot sem nekoč, ampak je pač tako, kot je. Vseeno raje počnem matematiko kot to, kar počnem, ampak zakoračil sem v to in bo to pač potrebno naprej korake izpeljati do tistih ciljev, ki sem si jih zadal. Tako da skladno s tistim, kar človek deluje, takšen je tudi njegov prosti čas. Saj človek bi imel kaj časa prostega, da bi kaj drugega počel. Problem je pri tej vrste delu, da ne moreš iz glave dati ven in potem čez 2 uri zopet notri. In je to ves čas konstantno v meni. Problemi delovanja te univerze, umestitev v slovenskem prostoru, čim boljše denarno pozicioniranje. Takšno je moje intelektualno delovanje bilo, tudi ko sem bil bolj prisoten v matematičnem raziskovanju, sem z nekim matematičnim problemom živel, tudi ko sem spal. Poskušam še vedno biti fizično aktiven, ker se mi zdi, da zlasti v letih, v katerih sem, se določene stvari upočasnijo lahko nekateri procesi, ki so irreverzibilni, verjetno dajo upočasniti. Tako da poskušam biti čim bolj fizično aktiven. To sem imel včasih zelo jasno urejeno, da sem vedno zjutraj šel ali teč ali plavati. Zdaj je tega manj, včasih to preskočim. Včasih manj kot sicer, grem tudi vržem kakšno žogo na koš, pa grem pogledati kakšno košarkarsko tekmo.